Imeli smo kar nekaj sugestij in pripomb na ta predlog, zato smo sedaj določili čas približno do sredine avgusta, ko moramo oddati sugestije in predloge in k temu predlogu. Potem se bo pa odločilo naprej. Moram pa še nekaj poudariti, da smo letos zamudili edinstveno priložnost. Namreč naša država, Slovenija, je predsedovala Evropski uniji do nekaj dni nazaj, kar predsejšnji količini držav in med njimi so bile tudi države, ki so povzročale škodo na našem ozemlju. In zamudili smo priložnost aktualizirati ta problem na evropskem nivoju, ker mi, ki se pogovarjamo tudi z prijatelji, ki nas podpirajo v drugih državah, pravijo, da ne poznajo te problematike. In zelo v ozkih krogih se ta problematika pozna, medtem ko na nivoju, širšem nivoju, nas skoraj ne poznajo in ko smo bili v nekem taborišču v Wernigerode lansko leto, sploh niso vedeli, da so v tem mestu bili ljudje, Slovenci v taboriščih. Na tem taborišču so raje zgradili tovarno, zato da so potem zakrili naše, sledove o Slovencih na tem področju, ki so bili izgnani iz Slovenije in v Sloveniji njihovo imetje je bilo pa uničeno. Jaz mislim, da upam, da se bo tudi to na nivoju Evrope slišalo, čeprav bo odškodnina, materialna odškodnina poplačana na slovenskih tleh iz slovenskih fondov z slovenskim denarjem. Rad bi se izval na komentar, ki ga je dal predstavnik Združenja iz Kranja. Iz slovenskih sredstev in iz slovenskih fondov ne bo poplačano nič za ta zakon. Kajti najmanj toliko, kolikor je predvideno za izplačilo za to vojno škodo, je nekdanja država že dobila od nekdanjih agresorskih držav in od Avstrije, bodi si v gotovini, bodi si pa v obliki stvarnega premoženja. V obliki premoženja, ki je ostalo v Sloveniji, potem, ko so okupatorji prišli. Se pravi, ta trditev je seveda ni točna, ki smo ravno prišli. Moramo obreči. Mi imamo v predlogu zakona, ki je zdaj pred nami, že podatke o tem, koliko je nekdanja država dobila, bomo pa te podatke v nadaljnjem mesecu še dopolnili, kajti prav danes smo zvedeli tudi še za dodatne podatke o stvarnem premoženju, ki je ostalo na slovenskih tleh in ki se ga je prisvojila država po letu 1945 in s tem premoženjem razpolagala. Tako da je vrednost, ki ga je država dobila, je gotovo večja ali najmanj tolikšnega od skupnega zneska, ki je predviden zdaj za poplačilo te vojne škode. Ja, delno se moram to strinjati z vami, ampak kot sta moji tudi predgovornici Žnidaršičeva in Pečkova rekli, da vsota, ki bo izplačana, bo občutno manjša, kot je bila povzročena škoda. Namreč s tem prevajanjem iz jugoslovanskih dinarjev, recimo, ko je bila narejena ocena v opisnih listih in prevod v evro, smo ugotovili, da bo zelo majčken, pri večina vsotah zelo majhen. In nekateri ljudje skoraj nič ne bodo dobili za odškodnino. Skoraj nič.
po nekaj 1000 evrov, kar je sramota. No, še neko pojasnilo bi rad dodal. Prej bilo sicer v tem, ko sem predstavil predlog zakona omenjeno, vendar nisem izrecno tega poudaril. Govoril sem, da bo šlo zdaj za odmeno v obliki stvarnega premoženja. To je tudi seveda precejšnja razlika glede na osnutek predloga, ki je bil pred nekaj meseci dan v javno razpravo. Takrat je bilo v tem osnutku predloga govora, da bi se to izvršilo v gotovini. Zdaj moram izrecno povedati, da to ne bo šlo za izplačilo v gotovini, ampak v obliki stvarnega premoženja, torej v obliki država bo ugotovila, kakšno gmotno premoženje še ima v B-bilanci in koliko od tega premoženja lahko nameni za izpolnitev te zakonske določbe. To se pravi, šlo bi v bistvu za priznanje odškodninskega zneska na premoženju, ki bo kot tako opredeljeno in določeno in potem izrečeno upravičencem na podlagi tega zakona.